V teh mrzlih dneh je ogenj lahko naš najboljši prijatelj, saj se lahko ob kurišču, peči, štedilniku ogrejemo. Lahko pa je tudi naš najhujši sovražnik, ki nam v trenutku vzame vse. Prav to se je zgodilo v noči s torka na sredo prebivalcem večstanovanjske hiše v Veliki Nedelji. Zagorelo je nekaj minut do polnoči. Nekaj stanovalcev je spalo, nekateri so bili še budni. V neposrednji bližini zgradbe so sicer prostovoljni gasilci Velike Nedelje, ki so bili takoj na kraju nesrečnega dogodka. Pridružili pa so se jim še gasilci vseh drugih društev iz Ormoža. Tako smo seveda najprej pričeli z reševanjem ljudi, prebivalcev. Ena se je bila tudi onemogla nepokretna, to smo pač morali rešiti preko okna iz zgornje etaže. In po rešitvi ljudi iz objekta smo potem tudi nadaljevali z nadaljnjim gašenjem tega objekta, tako da smo objekt lahko pač koliko zdalo rešili. Nažalost je bil ogenj že tako razširjen, da se dejansko ni uspelo rešiti kaj dosti kot seveda sosednjega objekta zraven, tako da smo preprečili nadaljnje širjenje objekta. Nažalost je pač, tako kot vidite, ostrešje pogorelo, ostali pa pač še ostalo v takšnem stanju, kot je. Pri gašenju so sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva iz občine Ormož in iz Središča ob Dravi. Torej več kot 100 gasilcev, ki pa so imeli zaradi hudega nočnega mraza, starosti zgradbe in izredno hitrega širjenja požara zelo otežkočeno delo. Sama intervencija je bila zelo težka, zelo zahtevna, predvsem zaradi zelo hudega mraza, kajti po jutranji uram je temperatura kazala tudi -20 stopinj Celzija, tako nam je voda sploh zmrzovala, zmrzovale so črpalke v vozilih in je bilo zelo problem. Na drugi strani pa seveda sama konstrukcija in pa vročina je pač omogočila tudi nadaljnjo notranjo reševanje notranje napade, ampak vseeno smo z skupnimi močmi, z vso silo, z vso pogumom zadevo reševali in seveda skozi noč, potem pa jutri morali tudi uspešno rešili. Velika sreča v nesreči je, da so vsi stanovalci preživeli in so brez poškodb, a izgubili so dobesedno vse, tako tisti, ki so stanovali v prvem nadstropju, kot tisti, ki so živeli v pritličju. Večinoma so zdaj pri sorodnikih, če jih imajo, ali pa pri znancih. Tašča je pri nas, pri meni doma, tas pa so ga odpeljali v bolnišnico, zaradi tega, ki je nepokreten, ne. Njega so reševali tam sosednje sobe, tako da je tudi malo vdihoval strupenega plina, pa so ga mogli hospitalizirati. Moški, ki je zdaj še v bolnišnici, je nepokreten in je pri začetku požara ležal na postelji. Ker je ostrešje že močno gorelo in je bila velika nevarnost, da se bo zrušilo, so ga morali reševati skozi majhno okno. Taščo so tudi čez okno, pač ki strop se že zrušil, ne. Tasta pa so dejansko z bolniške postelje, pa po lojtri so ga pol reševali, ne. Pa sta takrat že spala, glede na to, kak pozna ura je bila? Ne, tašča me je klicala pač, kaj je pač zaprta, pa kaj ne more ven, ne. In pol so začeli z evakuacijo gasilci, ne. Dejansko čez okno, ne. Okno so razbili, pa so pol... Dejansko so sekunde bile štete zaradi tega, ker se že strop zrušil, ne. Ostalo ni nič, le eni čevlji in nekaj malenkosti, ki so jih odnesli. Ostalo je zgorelo ali pa v taki meri uničeno, da ni več uporabno. Dejansko so že stekli pogovori glede rešitve, tako da do ta čas, ko ne bodo našli nadomestnih stanovanj, bo pri nas, ja. Verjetno, če pa bo kakšna rešitev prej, pa bomo videli, ne. In v takih težavah, kot so se preko noči znašli nesrečni ljudje iz Velike Nedelje, je še kako pomembna solidarnost sokrajanov in ljudi dobrega srca. Da bi stanovalcem, ki so čez noč izgubili vse, pomagali, je steklo več vzporednih humanitarnih akcij. Na občini so jim že zagotovili 6 nadomestnih občinskih stanovanj. Center za socialno delo in lokalna izpostava Rdečega križa jim pomagata pri oskrbi s hrano, obleko in higienskimi pripomočki. Zbira se še stanovanjsko opremo. Rdeči križ je za prizadete odprl tudi tekoči račun, kamor lahko nakažete pomoč. Račun je odprt pri Novi kreditni banki, pri nakazilu navedite za požar.
Sovaščanka pa je pozvala ljudi dobrega srca za v prvi fazi predvsem zbiranje dolgoobstojne hrane in drugega preko družabnega omrežja Facebook, ter se dogovorila s predsednikom prostovoljnega gasilskega društva Senešci, da danes popoldan in jutri popoldan sprejemajo v svojem gasilskem domu pomoč za žrtve požara. Seveda smo brez pomisleka priskočili na pomoč in ji pač ponudili naš gasilski dom v sosednji vasi Senešci, kjer se bo ta pomoč in tako tudi soboto potem ta pomoč zbirala in se potem kasneje odpeljala na ustrezno pač tem ljudem, da se bo lahko to pomoč tudi potem rabili in porabljali. Zaradi hude stiske, v kateri so se znašli ljudje iz Velike Nedelje, prosimo tudi mi, da bi jim lahko po svojih močeh pomagali. Naj se pokaže, da še znamo stopiti skupaj in pomagati drug drugemu.